To je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo se in veselimo se ga. S temi besedami 118. psalma vas pozdravljam v tem sobotnem dopoldnevu. Verjamem, da je želja vseh nas, da bi se kmalu znova vrnili k skupnemu čaščenju Gospoda pri naših bogoslužjih. Da bi se to zgodilo, vas vabim, da dosledno upoštevate vse zaščitne ukrepe, ki so namenjeni zajezitvi širjenja virusa. Razkuževanje rok, nosenje zaščitne maske in ohranjanje varne medosebne razdalje s tistimi, ki niso člani našega gospodinstva. Hvaležen pa sem Gospodu, da se lahko tudi v danih okoliščinah kljub temu srečujemo. S pomočjo sodobnih digitalnih orodij in spletnih platform. Vesel sem, da bomo tudi danes imeli priložnost prisluhniti sporočilu iz Božje besede. In preden bomo slišali pridigo z naslovom Iz znanega v neznano, bomo skupaj častili Gospoda v pesmi. Želim vam bogate duhovne blagoslove, veliko veselja in radosti tudi v tem sobotnem dnevu in predvsem, da ostanete zdravi. Jezus, 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 tem imenu res nekaj je. Moj rešitelj Jezus, kakor Mavrica sveti se. Jezus, 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 vse povsod naj razglašam le. Vsa kraljestva kot sen minejo, a ime Jezus večno je. Čudežno je ime, lepo najlepše je, zvišeno je ime Jezus Gospod. On je mogočni kralj, zemlje neba vladar, slavno je to ime Jezus Gospod. Dober pastir je in varna trdnjava, Bog vsemogočni je. Klanjajte se mu, večnemu kralju, čudežno je ime Jezus Gospod. Jezus, 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 tem imenu res nekaj je. Moj rešitelj Jezus, kakor Mavrica sveti se. Jezus, 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 vse povsod naj razglašam le. Vsa kraljestva kot sen minejo, a ime Jezus večno. Jezus, Jezus, Jezus je. V zadnjih desetletjih se je zahodni svet trudil vzpostaviti jasen načrt za prihodnost. Z mnogimi dogovori, sporazumi in zavezami so se navidezno umirile strasti med državami. Glavni fokus pa je bil vsestranski napredek. Takšen koncept bi lahko na grobo primerjali z znamenitim Pax Romana ali rimskim mirom.
To je namreč izraz, ki opisuje kar 206 let relativnega miru, približno od leta 27 pred Kristusom do 180. leta po Kristusu, z minimalnimi rešitvami in širitvami rimskega cesarstva z vojaško silo. Mir je vzpostavil cesar Avgust, zato je možno naleteti tudi na izraz Pax Augusta. Tudi pri nas, tukaj in pred zgolj nekaj meseci, je Pax Europea omogočil cvetoče gospodarstvo in dokaj jasne načrte za prihodnost. A v kratkem se je vse skupaj obrnilo na glavo. Kot da bi zgolj za trenutek pogledali, kaj je sošolec ali sošolka narisal ali narisala v zvezek, se tako nikoli ne spremlja pouka, in na pogledu na tablo in ponovnem doslednem spremljanju profesorjevih besed, zdaj naenkrat ne razumeli ničesar. Iz znanega v neznano je fraza, ki se uporablja v namene poučevanja, pa vendar lahko to imenujemo kot orodje ali tehniko, s katero lahko na varen način nadgradimo že obstoječe znanje in brez večjih izzivov spremljamo pot v neznano, v novo, v boljše. Namen in cilj tega je vedno izboljšati, rasti, napredovati. A kaj, ko to novo in neznano ne izgleda kot boljše? Ko okrog nas ne obstaja jasna slika, kako naprej? Ko pot ni označena? Ko energije za čudno pustolovščino zmanjkuje? Morda tudi okvir naših navad in potreb naenkrat postaja zelo tesen. Eno iz palete čudovitih in navdušujočih dejstev Svetega pisma je prav to, da lahko spremljamo potek in razvoj ljudi, ki so šli iz znanega v neznano, z Bogom na varen način. Na samem začetku Svetega pisma, v prvi Mojzesovi, lahko beremo, da sta Adam in Eva zakorakala v neznano. Seveda, najprej brez Boga, nato z Bogom. Bog je prav tako poklical in vodil Abrahama v neznano, na zelo zanimiv, a varen način. V 5. Mojzesovi knjigi, 31. poglavju v 8. vrstici, imamo čudovit prizor dveh voditeljev naroda. Na eni strani imamo Mojzesa, na drugi strani pa Jozueta. Mojzes, ki ne bo nadaljeval z Izraelom v obljubljeno deželo oziroma Kanan, na poseben način spodbuja Jozueta za njegovo novo vlogo. Pravi pa takole 8. vrstica. Gospod hodi pred teboj, on bo s teboj, ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Nikar se ne boj in se ne plaši. Čudovita obljuba med tem, ko prevzema veliko odgovornost za milijone oči, ki čakajo na navodila. Kako naprej? Kam? Kljub mladosti priznam, da se ne spominjam mojih začetkov kolesarjenja. Zgodbo poznam iz pripovedovanja mojih staršev. Ako poslušamo stale starše ali pa si ogledujem posnetke, ki jih za razvedrilo naložijo na YouTube, imam občutek, da se vsem dogaja isto. Otrok, ki sedi na sedežu kolesa, prvič v življenju, nima pomožnih koles, lovi ravnotežje, a ni sam. Tu je še oče ali mati, ki skrbno drži kolesarski sedež in teka za otrokom, ki na ves glas kriči, da bo padel, in to se v več primerov ne zgodi. Samo zato, ker ne ve, da sedaj nima opore, ki jo je imel pred 2 minutama, in ne vidi staršev, oziroma eden med njimi stoji pod narekovaji daleč naprej, dobiva občutek popolne izgube varnosti. A besedilo iz 5. Mojzesove 31. poglavja 8. vrstice govori prav o tem, o varnosti, ki jo imamo v Gospodu tudi takrat, ko to ne vidimo na način, kot bi si mi to zaželeli. Na podoben način je David spesnil Psalm 56 med filistejsko aretacijo. V 4. in 5. vrstici beremo: Na dan, ko se bojim, zaupam vate. V Boga, čigar besedilo hvalim, v Boga zaupam, ne bojim se. Poskusimo te vrstice udejanjiti tudi v naših življenjih. Ko obstaja strah pred izgubo varnosti, zaupajmo Bogu. Bogu, čigar besedo hvalimo, čigar obljube se uresničujejo. Zato lahko varno korakamo z Bogom v neznano. V Izaiji 41. poglavju, 10. vrstici najdemo podobne obljube. Ne boj se,
saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti. Kako to izgleda v praksi? Kaj je lahko huje, kot če prisilno zamenjaš lokacijo, jezik, status in si v karanteni brez dostopa do interneta, telefona, računalnika, kakršnekoli tehnologije? Jožefovo življenje je čudovit model, ki nam lahko pomaga razumeti, kako delujejo današnji izzivi, s katerimi se soočamo. Oglejmo si nekaj vzporednic. Prvo bi lahko poimenovali: njegova izguba domače varnosti ni pomenila izgubo Božje varnosti. Kot bralci ali poslušalci čutimo napetost, ki se ustvarja z vse večjimi komplikacijami. Ali bo Jožef preživel? Ali bo zares prodan? Ali ga bodo bratje zares prodali za drobiž? Kam bo odpeljan? Namreč vemo, da nekdo je samo trgovec. Poceni kupi, drago proda in zasluži. Kje bo preprodan? Kaj bo sploh počel? Vendar v prvi Mojzesovi, takoj v prvi vrstici imamo informacijo, da se zadeva konča v Egiptu. In naslednja informacija, posebna informacija, je v drugi vrstici 39. poglavja prve Mojzesove. Izguba domače varnosti ne pomeni izgubo Božje varnosti. Namreč v drugi vrstici lahko beremo: Gospod pa je bil z Jožefom, zato je bil uspešen človek. Zgodba se tu ne zaključi, temveč se znova zakomplicira. Nekako v valovih. A vam ni to malce znano? A takoj, ko bi znova lahko pomislili, da je sedaj izgubljena vsa varnost, takrat je vsaj deloval kot suženj. Čeprav so sužnji bili v tistem času manj vredni od kladiva ali pa srpa, ker suženj je bil zelo poceni, kladivo ali pa srp ste pa morali izdelati, suženj se je pa rodil sam, je sedaj bilo nekako drugače. V 21. vrstici lahko znova beremo in znova nas 21. vrstica opominja na drugo vrstico. Pravi pa takole: Gospod pa je bil z Jožefom in mu je izkazoval dobroto. Kljub temu, da je končal v zaporu, kljub temu, da ni bil kriv. Gospod je izkazoval dobroto. Gospod je bil z Jožefom. Gospod hodi pred teboj. On bo s teboj, ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Nikar se ne boj in se ne plaši, pravi Izaija. Druga vzporednica je: Jožefova selitev ostaja za vedno. Hollywoodski filmi so nas malce pokvarili. Vedno pričakujemo dober konec na takšen način, da se zadeve vrnejo na tisto znano in začetno lokacijo. Če film ni takšen, večina ljudi preklopi na film, ki se konča ravno tako. Vendar skozi Jožefov primer lahko vidimo, da tudi dober konec lahko pomeni novo realnost. Realnost v Egiptu in ne več realnost, ki je bil vajen. Ta realnost v Egiptu lahko pomeni tudi za nas danes nekaj popolnoma novega. Na dan, ko se bojim, zaupam vate. V Boga, čigar besedo hvalim, v Boga zaupam, ne bojim se. Ne bojimo se nove realnosti. Naša življenja se ne bodo vrnila v tisto obliko, ki smo jo bili navajeni do sedaj. Morda. Ampak zaupajmo Bogu, čigar besedo hvalimo. Ko zaupamo Bogu, se ne bojimo, če tudi je pred nami nekoliko drugačna realnost. Zakaj? Ker imamo varnost v Bogu. In tretja vzporednica in zadnja vzporednica. Lahko bi jo poimenovali Jožefova trdna vez z Bogom, kar bi celo lahko enačili z blagoslovom drugim narodom. Jožefova vztrajnost in trdna vez z Bogom je omogočila, da rast v težkih okoliščinah, ponižnost in zvestoba Bogu obrodi sadove za mnoge. Jožef namreč ni rešil zgolj svoje družine, ni obračunaval s svojimi brati, ni se pogovarjal z očetom, zakaj, kako, kje, na kakšen način. Ni obračunaval svojo širšo družino. Celo računa ni izstavil Potifarjevi ženi ali samemu Potifarju.
Jožef ni rešil zgolj Egipta. Jožef je z Božjo pomočjo in modrostjo rešil mnoge narode, ter s tem oznanil Boga, ki ljubi, ki blagoslavlja in Boga, ki varuje. Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se plaho ne oziraj, saj sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti. Ali se trenutno ne sprašujemo, kako naprej? V cerkvah namreč več ni možno po starem. Ne moremo povabiti naših sosedov, naših znancev, naših prijateljev na bogoslužje. Ne moremo jih povabiti na molitev, skupno molitev. Ne moremo jih povabiti na koncert. Ne moremo prepevati skupaj. Po drugi strani ne moremo niti imeti različne izobraževanja, šolo boljšega življenja, predavanja, na katerih bi iz znanega šli v neznano in se naučili nekaj novega, pozitivno. Vendar, a ste že premišljevali o tem, da je to lahko lepa vzporednica tudi s to tretjo točko Jožefove trdne vezi, ki je rezultirala kot blagoslov drugim narodom? Morda smo do sedaj imeli tisti stari dober efekt, učeniški efekt, ki sem ga tudi jaz izkoristil, ko sem bil dokaj mlajši. Igral sem namreč klavir, vadil sem doma je vse šlo, doma je šlo brez napak. Potem sem pa šel in spakiral note v svoj nahrbtnik, odšel v glasbeno šolo, prišel na uro klavirja in naenkrat to več ni zvenelo tako. In bilo je seveda vprašanje, a si vadil? Sem, doma je šlo, to ne gre, ne vem kako. In morda smo isti princip prevzeli sedaj tudi v cerkvi. Dokler ni bilo izzivov in težav, dokler smo lahko počeli brezskrbno evangelizacijo na način, kot smo ga bili vajeni, je zadeva funkcionirala. Sedaj, ko je nastopil en izziv, ali izziv več kot izziv, zdaj je pa zaškripalo. Ne vemo, kako bomo evangelizirali, ne vemo, kje se bo ponudila kakšna priložnost. Zelo radi bi se vrnili nazaj na tisto staro realnost. Vendar ta tretja točka, Jožefova trdna vez z Bogom, nam je lahko v oporo in v upanje, da tudi in ravno v takšnih izzivih, ravno v popolnoma novih situacijah in lokacijah, načinih, smo lahko še večji blagoslov, ne samo tistim, za katere smo računali, jih imeli na papirju, ampak širši množici. Božja varnost, če tudi v novi realnosti, nas lahko opremlja za velike podvige. Podvige z Bogom, ki krepi, z Bogom, ki pomaga, z Bogom, ki podpira in pripravlja ogromen paket blagoslovov, s katerim lahko umiri preplašene, obudi mir v nemirnem svetu, prižge nove upe ljudem, ki so okrog nas. V Jeremiji 29:11 lahko beremo znane besede. Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod, načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. Velikokrat se fokusiramo na popolno resnico, da Satan poskuša vedno in vsakič uničiti vsako dobro stvar, ki je od Boga. Vendar velikokrat pozabimo na drugo, veliko bolj pomembno resnico. In to je, da Bog vedno ima popoln odgovor in, kar je najbolj važno, zadnjo besedo na vsak Satanov poskus uničenja Božjega dobrega namena ali pa dobre stvari. Zato dovolimo, da Bog deluje skozi nas. Ne glede na to, ali imamo občutek, da smo izgubili domačo varnost. Varnost pri Bogu nismo izgubili. Varnost pri Bogu vedno znova, vsak dan znova lahko najdemo. Morda se ne bomo več vrnili na tisto staro. Tudi Jožef se ni. Vendar Jožef, ne glede na to, kar se mu je dogajalo, je uporabil trdno vez z Bogom in na ta način dovolil, da Bog deluje skozi njega in da pomaga mnogim narodom, da je blagoslov drugim narodom. Smo pripravljeni tudi mi na to. Smo pripravljeni na nove izzive, a vendar z
Božjo modrostjo in z Božjo pomočjo na še večje in močnejše in širše delovanje, širše širjenje, vztrajnejše širjenje blagoslova tistim, ki so tega potrebni. Verjamem, da tako kot je Bog vodil in blagoslavljal vse naštete, ki jih najdemo v Svetem pismu, bo tudi tebe in mene. Amen. Dragi naš nebeški Oče, hvala ti za spodbudne besede, ki jih najdemo v Svetem pismu. O tem, da ne glede na situacijo in ne glede na izzive, ki lahko trajajo zgolj nekaj dni, tednov, mesecev ali pa celo leta, morda celo zamenjamo lokacijo, kulturo, jezik, vse se morda spremeni okoli nas. Vendar pri tebi vedno znova lahko najdemo varnost in hvala ti za to. Sedaj te pa prosimo, da nam pomagaš, da bi lahko izkoristili potencial, ki ga pripravljaš za nas. Da bi lahko izkoristili blagoslove, ki čakajo, da so izliti in ki čakajo osebe, ki bodo se prepustile tebi, da jih ti vodiš v tem. Želimo biti pripravljeni, želimo delovati s teboj, želimo delati s teboj, da bi lahko umirili ljudi, ki živijo v tem nemirnem svetu skupaj z nami, vendar za razliko od nas brez upanja. Prosimo te, da nam pomagaš, da bi lahko z pravimi besedami, s pravimi dejanji, s tistim, kar ti imaš zadati, spreminjali ta svet. Spreminjali ta svet ne na huje, ampak na bolje. Pripravljali ljudi za tisti dan, ko boš prišel po vse nas in ko bomo enkrat za vsele z našim stvarnikom, z našim rešiteljem in z našim Bogom, ki vedno znova ponavlja, da se ne bojimo, ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdemo, saj si ti z nami. Hvala ti za to spodbudo, za to upanje in za mir, ki nam ga daješ. V Jezusovem imenu. Amen.